Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Dober dan, dobri ljudje. Vokalni tercet sestre Budja, Gabriela, Avguština in Olga živijo na Švedskem že več kot 50 let. Skupaj s starši Angelo in Avgustom ter s bratom Janezom so bile soustanoviteljice prvega slovenskega društva Triglav v Landskroni, kjer se je družina Budjevih v 60 letih začasno naselila. Pozneje se je pokazalo, da je bilo to kulturno društvo Triglav tudi prvo slovensko društvo v zahodnji Evropi, ustanovljeno v povojnih letih. Starši in brat Janez z družino so se čez dobrih 10 let vrnili v Slovenijo. Sestre Gabriela, Avguština in Olga pa so ostale na Švedskem vse do danes. Slovenska pesem na Švedskem, lepo zapeta in prevedena ter interpretirana, izmenjaje se v obeh jezikih, je, menijo sestre Budja, trenutno eden najboljših načinov, kako obe državi zbližati med seboj, predvsem na kulturnem področju. Zato jih nekateri na Švedskem imenujejo tudi slovenske ambasadorke. Tako, dragi gledalci, in sedaj gremo najprej v Helsingborg, kjer pozdravljam najmlajšo izmed treh sester, sester Budja, in sicer gospo Olgo. Gospa Olga, lepo pozdravljeni tukaj iz Maribora, Slovenije. Pozdrav na Švedsko. Ja, dober dan želim. Good dog, good dog. Dober dan, kako ste? Ste v redu? Ja, hvala. Imamo snega, kar je skoraj neverjetno. Ker tu smo na jugu Švedske in sneg pa minus gradi ne držijo tako dolgo kot gor proti sredini pa še naprej. Ampak vseeno letos nam je Bog natrosil malo bele barve. Lepo, pri nas ga sicer ni toliko, ampak je lepo, ko je po zimi snega, ne? Torej, sedaj pa gremo kar k prvemu vprašanju in sicer vi ste iz Slovenije, prihajate iz družina Budja, prihaja iz Male Nedelje, torej iz Prlekije. In če se malo vrnemo nazaj v preteklost, če se vrnemo v vašo rodno vas, kdaj se je pričela prebujati ta ljubezen do glasbe in kako je bilo odraščati v Sloveniji? Ja, odraščala sem v ljubeči družini, kot najmlajša, kot ste že omenila. Pred mano so se rodili sestra Gabriela, brat Janez in sestra Avgustina. Družina je bila povezana, dokler nista sestri in brat morali po svetu s trebuhom za kruhom. Oče je bil organist pri Mali Nedelji, mama gospodinja in pa njegova zvesta spremljevalka, tako kot v dobrem in tako tudi v zlem. In to glede v takratnih časih na očetu poklic kot organist. Mama je bila tudi njegova najboljša sopranistka v cerkvenem zboru. Mi otroci smo tako preživljali otroštvo v glasbenem duhu. Veliko na pevskih vajah, saj so pevske vaje potekale na našem domu. To mi je nudilo širše obzorje, saj so k nam prihajali cerkveni in obenem tudi prosvetni pevci, ki jih je vodil moj oče. Oče je tudi režiral nekaj odrskih del, kot so na primer Triglavska roža, Prisega o polnoči, in tam smo pridno sodelovali, saj je vloge vključil vse člane družine, mama pa je bila celo suflerka. Oče sam je tudi nastopal kot gledališki igralec v raznih vlogah. Sama sem sodelovala in nastopala v šolskih zborih, samostojno ob igranju kitare, v osnovni šoli, na odru, tako tudi pozneje v poklicnem internetu, v Centru strokovnih šol Ljubljana, v cerkvenem zboru in ženskem kvartetu glasbene šole v Škofji Loki, pod vodstvom profesorice, zdaj žal že pokojne Dane Jarc. Obiskovala sem tudi solopetje v Škofji Loki, deloma pa tudi izpopolnjevala sama svoj talent.
Vendar starša sta bila tista, ki sta nas vključila že v zgodnjem otroštvu v petje in prosveto. Od tam so tudi najlepši spomini, vam povem. Kljub šikaniranju in občasnih zlostavljanj nekaterih domačih učiteljev na osnovni šoli Mala Nedelja, pa to je že druga zgodba. Srečuje res čas, kakor tiha reka teče skozi splet mladih let. Čolnič glava do brežja sreče. Vsak dan smo doma, danes je tvoj dan, da bi srečna bila, da bi srečna bila, da bi srečna bila. In tudi to je nekako botrovalo potem temu, da ste se odločili, da se preselite na Švedsko. Kako se je bilo, zakaj je prišlo do tega in kako se je bilo srečati z novo kulturo, z novim jezikom? Vse je bilo novo. To je le daljni sever, daleč od doma. Ja, na Švedsko sem prišla več ali manj bolj nenačrtovano, ker vsa moja ožja družina je bila že zbrana na Švedskem. Tako sem se kot zadnji član pridružila njim. Sama dejansko nisem šla s trebuhom za kruhom, saj sem imela zaposlitev v Škofji Loki z ravno dokončano 3-letno frizersko šolo. Temveč pridružila sem se njim kot družinski član. Ja, z novo kulturo sem se srečevala postopoma. Največja težava je bila seveda pomanjkanju jezika, znanja jezika švedščine.
Vendar sama sem imela to srečo, da so bili moji sorodniki že vpeljani v sam način življenja in tudi zadostno znanje jeziku. Tako mi je veliko v začetku pomagala sestra Gusti, ki je bila prva na Švedskem, pomagala s tolmačenjem. Vendar vredno omembe smo se morali močno zavedati, da je znanje jezika in s tem tudi komunikacija pomemben faktor, da veliko lažje napreduješ, če se prilagodiš neki novi okolici. Nič manj tudi glede naših otrok, ki so se rojevali in odraščali v švedskem okolju. Tako je tudi splošno znano, da smo Slovenci zelo prilagodljiv narod. Nimamo nekih velikih težav prilagajati se drugim kulturam in načinu življenja, vsaj v evropskim ne. Tako smo danes bogatejši s tem, da se delimo na dve kulturi. V primerjavi so to tudi naši potomci, večinsko nagnjeni na svoje rojstne okolje, ravno tako kot mi starejši na svoje. Korenine vsakega so grunt napredka in stebr obstoja. Opravljali in poprijeli smo za različna dela, morda tudi manj zveneča od začetka, kot je metla ali za kakšnim trakom. Sama sem odprla frizerski salon in še bi lahko naštevala, vendar vsem odraslim je bil tudi s časom omogočen študij na Švedskem, kar smo nekateri pridno izkoristili za poklicno kariero. Sama sem pa vendarle v študiju dosegla visoko šolo sociologije na Univerzi v Lundu in dokončala poklic socionoma. Opravljala tudi ta poklic do predčasne upokojitve. Ta čas je bil zame kot prerojenost dojemanju znanja in spoznavanja življenjskih nazorov, glede na doživeto iz povsem drugega zornega kota, kot pa iz komunistične šole v Sloveniji. Navsezadnje je bil to tudi eden največjih družinskih vzponov svobodnega dihanja, izven oklepov za odhod na Švedsko. Švedi izražajo temu doživetje. Dobrodošli v Landskroni. Naše čudovito in znamenito mesto goji mnoge talente. Že v 60. letih so k nam v Landskrono prišle sestre Budja. Zelo smo veseli, da lahko sodelujemo pri predstavitvi našega mesta širšemu krogu obiskovalcev. Naše mesto Landskrona ima zelo zanimivo lego v središču dinamičnega območja Eresundske regije s Eresundskim mostom in z novo zahodno železniško progo, ki daje Landskroni še posebej velike možnosti za razvoj. Danes imamo priložnost opazovati, kako zanimanje za naše mesto Landskrona v tujini vse bolj narašča. Smo torej v času izrednega razcveta, ki je za Landskrono pozitiven na več področjih, ne nazadnje tudi v zaposlovanju. Prisrčno dobrodošli. Oglejte si razglednice našega čudovitega mesta ob lepo zapetih pesmih in ob besedilih, ki se nanašajo na Landskrono. Z razglednicami Sofije Albertine, notranjega pristanišča in hišo Tranšel, mestno hišo in z ladjo za ven, se lepota Landskrone še poveča. Vzdolž obale lahko uživaš ob kopališčih, ob idiličnem ribiškem naselju Burstahusen, ob pogledu na kamp ob morju, ob naši čudoviti dopustniški vasici, ki obdaja najlepše speljano igrišče golfa na Švedskem. Pogled na morje in pokrajinske razglednice iz okolice Glumslavskih gričev so nepopisno očarljive. Ob lepem vremenu se vidi tudi novi most preko Eresunda, ki povezuje Malmö in København. Oba vodna stolpa, stari in novi, sta pravi balzam za naše oko. Ta čudovita lega v središču rastočega eresundskega območja z več kot 3 milijoni prebivalcev daje Landskroni in Venu upanje v bogato in pestro prihodnost.
pa vendar vas nekako najbolje poznajo, torej na Švedskem skoraj da ni rojaka, ki vas ne bi poznal, torej vas, tercet, vokalni tercet sester Budja. Kako je prišlo do ideje ustanoviti vokalni tercet? Zdaj že videli smo že lahko 2 videospota, predtem tudi župana iz Landskrone, to je bilo v DVD-ju, ki ste ga izdali leta 2002. No in kako je prišlo do te ideje ustanoviti vokalni tercet sester Budja? Kot že rečeno, smo od doma prinesli s seboj na švedsko pevsko in tudi prosvetno tradicijo. Skupaj s starši in s bratom Janezom smo bile soustanoviteljice prvega slovenskega društva Triglav v Landskroni kot prvo slovensko pevsko in kulturno društvo na Švedskem. Pozneje se je izkazalo, da je bilo to naše društvo Triglav tudi prvo kulturno pevsko društvo v Zahodnji Evropi, ustavljeno v povojnih letih. To kulturno dediščino, predvsem pevsko tradicijo, nam je uspelo globoko zakoreniti med naše rojake in številne švedske prijatelje. Da smo pa nastale kot vokalni tercet sester Budja, je bilo povsem naravno s tem in v tem našem glasbenem kontekstu, saj smo ravno prošnjo razporejena z glasovi za triglasno petje. Jelka sopran, Gusti prvi alt, jaz sama drugi alt. In tako smo dopolnile in popolnile zborovsko petje, pa tudi orkestrarno z ansamblom Lastovke. Od začetka nam je celo oče pomagal v 4. glasu, tako da nam je dal malo podžiga. Nastopamo na vseh večjih prireditvah, po širni Švedski, proslavah, družinskih dogodkih, lokalnih medijih, za Švede, Slovence, s projektom Glasbeni mostovi, švedsko Musikbruar, smo posnele 10 glasbenih spotov, 5 v slovenščini in 5 v švedščini. 9 lastnih skladb je naših, izvirnih in 1 izvirna švedska. Snemanja so se vršila v Sloveniji na Švedskem, prevajale Gustine več iz slovenščine v švedščino in obratno. S tem projektom smo zaznamovali povezovanje kulture 2 dežel in na ta račun dobile tudi kulturno štipendijo mestne občine v Landskroni. Posnele smo, a nadaljujem? Ja, lahko. Posnele smo 6 CD-jev, Poznanje, Otroci zemlje, 2-krat Tedejom, enega v švedščini, enega v slovenščini, to so božične pesmi. Potem Ave, Posvetitev Materi Božji in Večernice. Zbirko pesmi je obogatil tudi družinski zbor Orfejum, naši potomci, možje. Med njimi odlični solisti Dora, Leonida, Poldi, Lenka, Anne-Marie. 2 ali 3 projekte je podprlo tudi Slovensko ministrstvo za kulturo. Projekt Glasbeni mostovi je potekal v sodelovanju občine Ribnica in občine Landskrona. Glasbene aranžmaje so prispevali odlični glasbeniki kot Ivo Podpečan, Marko Bezovšek, Miko Rešar, Bjarne Bertelsen, Citan Jože Galič ter še nekateri drugi. Skupnih posnetkov se v številu vrti okrog 100 raznih skladb. Veliko je pa naših lastnih izvirnih. In gospa Olga, kaj bi rekli? Na kaj ste najbolj ponosni v tej dolgoletni karieri, da tako rečeva? Kaj je tisto, kar bi vi kot sestre ali pa vi osebno rekli, da vam je najbolj tako pri srcu, ko se spomnite, toplo pri srcu, ko se na to spomnite? Ja, veste, težko bi se opredelila, na kaj sem ali smo najbolj ponosne. Lahko samo izrečem, da nam vsak projekt posebej neizmerno veliko pomeni. Ponosna, da smo s skupnimi močmi in v tej naši zagnanosti do ustvarjanja
premagovale vse težave, zapreke in tudi velikokrat nasprotovanja. Večkrat smo doživljali stvarnost, nekako v prispodobi, kot je to današnja Slovenija, samo da v malem, žal. Ponosna pa tudi zahvalna za vso podporo vsem ustvarjalcem in prijateljem, ki so nam stali ob strani in nas spodbujali za nadaljnje delo in ustvarjanje. V proučevanju posnetkov za nazaj si štejem ponos za izdaten opus kot iz dna duše rezultat ustvarjanja, ponosna na prejeto štipendijo mesta Landskrona, ki v prevodu zveni nekako takole. Sestre Budja so z lastnimi besedili in lastno glasbo več let bogatile pesem in glasbeno življenje v Landskroni in drugod. V sodelovanju Glasbeni mostovi med Landskrono in Ribnico v Sloveniji z lastnimi melodijami in besedili, med drugim tudi v Landskroni, pokaže na ambicijo, da s pesmijo in glasbo lahko ustvarja razumevanje različnih kultur. Sestre Budja prejmejo kulturno štipendijo za spodbujanje kulturnih ambicij in pri ustvarjanju kulturnih mostov. Dela so nastajale iz ljubezni do glasbene dediščine naših staršev, kar jima tudi poklanjamo kot v zahvalo in spomin. Lepo. Gospa Olga, najlepše se vam zahvaljujem. Zdaj prisluhnili bova še drugima dvema sestrama vašima. Ponosni smo tukaj v domovini, da imamo takšne Slovence, ki nas zastopajo po svetu in želimo vam še naprej torej obilo blagoslova in da tudi, da nas kdaj obiščete, ko boste v Sloveniji, pa pridete tudi kaj k nam v studio, pa še tukaj poklepetamo kdaj v živo, če bo to možno. Ja, hvala lepa, prav z veseljem in hvala za vaš angažma. Hvala, z Bogom, nasvidenje. Vsem poslušalcem in gledalcem prav lep pozdrav iz švedske dežele polarnih noči. Längs kusten här i Skåneland briljerar åkerskog och strand. Från Säby ner mot Örjaby har vi Landskronas vackra vy. En båt i Mälaren och seglar från stadshuset. I Östersjöhuset då på väg till Lund. Mot Helsingborg drar sunnan vind med bruset. Från bron i söder över Öresund. Helsingborg drar sunnan vind med bruset. Från bron i söder över Öresund. En mosaik är stans arkiv kring händelser som redan var. Från Tycho Brahe Jönssons liv, om det som sker i våra dagar. Mot kvällens strömmar folk mot idrottsplatsen. Boys-flaggan vajar där i svart och vitt. En grupp artister spelar på teater. Publiken jublar
Tole je bila razglednica iz Landskrone, odkoder se mi sedaj po telefonu oglaša gospa Avguština. Gospa Avguština, se slišimo? Lepo pozdravljeni. Ja, slišimo se. Tako. Dober dan. Dober dan. Poprej smo slišali vašo sestro, gospo Olgo, ki nam je povedala več o vašem odraščanju v Sloveniji in o tem, kako ste ustanovili vokalni tercet. Vas pa sedaj sprašujem, namreč poleg petja ste zelo aktivni tudi na področju povezovanja Slovencev na Švedskem, tako preko društev, kot tudi z ohranjanjem slovenskega jezika. Kaj je botrovalo nastanku kar bogate zbirke, torej vaše zbirke, to so vaše knjige, ki ste jih vi napisali, in sicer Švedska slovnica za Slovence, Slovenci na Švedskem, Slovensko-švedski vodnik in Slovensko informativno glasilo in še mnogo jih je. A veste, to je pa bilo zato, ker nihče ne piše o tem, doslej ni bilo nikogar, ki bi to pisal. Pa sem rekla, moram jaz. Imam znanje in možnost imela in sem to naredila. In kakšen je bil odziv? Ja, bom rekla, da ne preveč. Ne preveč, niti na Švedskem, niti v Sloveniji mogoče. Bolj zaradi, ne vem, nisem ta pravi. Torej, ampak vseeno pa ste pustili zelo pomembno zadevo, ki bo tako Slovencem na Švedskem še veliko prav prišla, sem prepričana. Skupaj s starši ste bili soustanoviteljica prvega slovenskega društva Triglav. Torej v Landskroni, kot njegov podaljšek pa danes deluje društvo Orfeum, ki je leta 2018 praznovalo 50. jubilej. Kakšen je njegov namen tega društva? Oziroma, že kako je prišlo do ustanovitve društva Triglav? Takrat je bilo tako, da smo, predvsem družina Budjevi, smo peli. Tudi po cerkvah, oziroma v cerkvi pri Maši. In je bil en duhovnik iz Anglije pri nas, takrat v Landskroni. Flis tudi, župnik. In so rekli, da naj ustanovimo društvo, pevsko društvo. Da bi bilo škoda, da ne bi drugi tudi slišali. In tako je, brat je bil podkovan v administraciji, oče je bil organist in tako smo tole začeli. Petje, predvsem petje je bilo tudi v začetku in zdaj tudi je tako. Samo zdaj jaz več ne morem, tako da pač je to majčkeno usahnilo. No, vi ste med tem tudi utrpeli hudo bolezen. Sedaj okrevate, je bolje? Kar se tiče invalidnine, ne, ni bolje. Ni bolje. Imam vedno še leva stran je poškodovana zelo in tudi govor imam. Težko govorim. Torej, doživeli ste možgansko kap, napisali ste tudi knjigo o tem. Bova tukaj na tem mestu pozvali vse naše gledalce v Sloveniji, v domovini, da molijo za vas in da vas priporočajo tudi za vaše zdravje. Je tako? Tako. No, omeniti pa še morava društvo Slovenska katoliška misija na Švedskem. To vodi slovenski duhovnik gospod Zvone Podvinski in tudi ve, sestre Budja, aktivno sodelujete, ste sodelovali v društvu in sestro Avguštino ste tudi vi izdali kronološko-zgodovinski pregled Slovenske katoliške misije. No in naslednje leto bo praznovala že 60-letnico obstoja. Kako ste prisluhnili potrebam katoličanov? Koliko je katoličanov na Švedskem? Kako se povezujete med seboj in kakšno je poslanstvo katoliške misije? Tih podatki so okrog 160 tisoč katoličanov, ampak Slovencev seveda ni toliko. Slovencev je okrog 7 tisoč. Prve generacije, potem so druga in tak naprej. Samo že mešano, potem ni več čista slovenščina. Zakaj sem do tega prišla, je pa bil gospod Podvinski, ki je bil spodbudnik. Da sem jemala material iz naše Lučine več, nekaj iz arhiva domačega. Ampak vi ste imeli posebne zasluge tudi pri tem, da je se ohranilo tako dolgo, ne? Ja, bi lahko rekla, da ja. Torej, začelo je 74. leta. Takrat je bil tu pater Janez Sodja. On je bil pobudnik tega srečanja v Vadsteni, kar je v resnici osnovno krščansko sodelovanje.
Potem smo vsako leto organizirala avtobus za Vadsteno. Da smo pobirali ljudi po poti, da se je avtobus napolnil. Do Vadstena iz našega mesta je 450 km, približno. In potem kaj ste še organizirali? Kako se srečujete? Kako ta vaša srečanja v katoliški misiji potekajo? Ja, za današnji čas je tak, da preko interneta večina. Nič več, pa tudi zaradi virusa. Tako da je vse preko interneta. Zdaj poučuje slovenščino naša Dani Stražarjeva, ona je zdaj predsednica našega društva. Tako da Jaz sem predvsem dala stran, zato ker ne moremo upravljati tega. ohranjate to slovensko tradicijo še naprej v tem društvu, je tako? Ona poučuje po internetu, ker ne more tudi zdaj osebno do nikogar. Ima pa mladino iz Danske tudi, ne vem, če Norveške tudi kaj. V glavnem cela Švedska je Cela njen Švedska prostor povezana. delovni. Ja. Ja, gospa Avguština, zdaj jaz se vam zaenkrat najlepše zahvaljujem. Povprašala bom še vašo sestro Gabrielo malce, kaj pa ona počne trenutno na Švedskem. Jaz vam želim čim boljše okrevanje, veliko zdravja in veliko božjega blagoslova. Hvala lepa. Rönnedal han skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Årberget, solen vid brusan. Rönnedal han valsar över Sjösala äng. Hör min vackra visa, kom sjung min refräng. Dalen har fått ungar och duker i min flik. Ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedal han virvlar sina lurviga ben. Under vita skjortan som viftar kring vaderna. Lycklig som en lärka ut i majsolens sken. Sjunger han för ekon som gungar på gren. Kurre, 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 nu dansar Rönnedal. Kucku, gökar ropar ut i hans gröna dal. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedal han binder utav blommor en krans. Binder den kring håret, den gråa arusia. Valsar in i stugan och har lutat till hans. Väcker fru och barnen med drill och kadans. Tittar ropar ungarna, pappa är det förut. Med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrutt. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedal är gammal men han valsar ändå. Rönnedal har sorger och ont om säckiner. Sällan får han rasta, han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå. Ingen utom Värmland i viken, hon som dör. Och ekorren och finken och årets första gök. Och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. In kot zadnja izmed 3 sester Budje se nam iz Landskrone oglaša gospa Gabriela. Gospa Gabriela, tople pozdrave vam pošiljamo iz domovine Slovenije. Hvala. Lepo pozdravljeni. Torej, z vašima sestrama smo spregovorili že o nastanku vašega terceta, o tem, kako je živeti na Švedskem. Z vas bom pa poprašala, ali Slovenci na Švedskem danes še ohranjajo slovenski jezik, slovensko tradicijo, običaje. Koliko pomeni predvsem mlajši generaciji ohraniti ta stik?
Ja, Slovenci na Švedskem, lahko rečem zdaj predvsem, kar se tiče cerkve. Torej, prva generacija se vključuje v katoliško cerkev tu na Švedskem. Ampak druga generacija pa že malo manj in to ne vemo v resnici vzroka, zakaj je tako. Švedi so jih pač vzeli za svoje, bi rekla. Nobeden otrok sester Budja ni poročen z Slovenci ali Slovenko. Vsi so si vzeli, poiskali Švedinje. Tako da je vseeno druga kultura in tudi malo drugačna versko ozadje. To lahko povem, kar se tiče naših otrok. Pa se še pogovarjajo kaj slovensko, znajo slovensko? Vnuki ne, pač pa moji sinovi pa slovensko govorimo. Mi doma govorimo slovensko med nami. Himmelen är blå, havet likaså, berg och dalar lyser grön. Våren kom till Wien, Oslo har det kallt, solen skiner överallt. Hösten har sin charm, sommaren är varm, all en mångfald till för oss. Du kan stanna kvar eller resa bort, styr ditt öde kort och gott. Gärna Stockholm, Washington, i Sydney och Moskva. Pretoria, New Delhi, Rom, där trivs man mer än bra. Vi är ett lika jordens barn, med kärleken vi föll. Vårt hem är där vi råkar bo, och människorna möts. Himmelen är blå, havet likaså, berg och dalar lyser grön. Du kan stanna kvar eller resa bort, styra ödet kort och gott. Ljubljana, Stockholm, Washington, i Sydney och
kako pa je zdaj smo v času pandemije koronavirusa, kakšna je situacija na Švedskem? Tukaj v Sloveniji slišimo razne variante, kaj pa pri vas, kakšni so torej sedaj ukrepi, morate ostati doma, zaščitni ukrepi so isti kot v Sloveniji, morda nam lahko malo več poveste? Isti. Isti moramo biti zelo previdni, tudi če gremo ven, moramo imeti razdaljo. Najmanj 2 metra, maske, eni imajo maske, vsi nimajo mask. Trgovine so odprte, pa gostilne ali ne? Niso odprte tako kot ponavadi, ne. Pač pa tudi cerkve ne. Tudi cerkve niso odprte, torej Ne, maše tudi so ne. preko interneta? Ja, jaz gledam dosti mašo preko Facebooka, tu preko Exodusa. Aha, lepo. Spremljam našo. Ja, Ja. jaz sem botra na Exodusu že od leta 2013. In zdajle jaz spremljam tudi sveto mašo preko Exodusa največ, posebno zdaj v času korone. No, to nas pa... Drugače pa grem tu v cerkev, tudi med tednom včasih grem. Ne sme nas biti več kot 6-7 kvečjemu. Pa zelo narazno sedeti. Ostanimo rod, ki zapušča sledove, ste zapisali ob 45-letnici katoliške misije na Švedskem. To je bil priročnik, ki ste ga izdali skupaj s svojo sestro. Naj ob koncu dodam, da ste vse 3 babice, imate 16 vnukov in 6 pravnukov. In zagotovo je takšna velika družina veliko bogastvo. Kakšno prihodnost želite svojim potomcem? Ja, da bi bil mir na svetu, predvsem. Da bi bili zdravi, da bi se znajdli, da bi imeli službo in družine imajo, nekateri že imajo družine, jaz imam tudi 8 vnukov. Kaj pa vi, pogrešate kaj Slovenijo? Bi se vrnili še domov? Ja, pogrešam. Ne verjamem, da bom se vrnila. Ne. Boste ostali zgoraj, ne? Ja, ne, je pač predolgo vse skupaj trajalo, tako da na nek način človek zgubi tudi malo kontakt z ljudmi tam. Pa. In si zgoraj ustvarite dejansko svoje prijatelje, družine, tam vse tam, tako da se Ja, tu ja pač. Ampak lepo, da ostajamo pa vseeno povezani, da smo tako povezani lahko preko interneta, preko televizije, da nas spremljate tudi našo televizijo na Švedskem. In gospa Gabriela, jaz se vam najlepše zahvaljujem za to današnje oglašanje, da ste si vzeli čas za našo televizijo in uživali bomo in uživali smo v vašem prelepem petju, torej res hvala lepa, želimo vam obilo zdravja, ostanite tako čili in zdravi, kot ste še naprej. Ja, hvala lepa, vi tudi, no. Tako, in tople pozdrave vam pošiljamo na Švedsko. Hvala lepa, enako. Mi pa nazaj pošiljamo iz hladne Švedske. Tako, hvala. Ja. Tole so bile vokalni tercet sester Budja iz Švedske. Ob koncu bomo zavrteli njihovo pomladno pesem z naslovom Pomlad je tukaj, da nas ponese v ta čas, ki prihaja s tem prečudovitim petjem slovenskih sester, ki tako lepo prenašajo slovensko besedo in petje v daljni deželi severnega sija. Čem jutru se zbudim, prekrasen je ta Božji svet. Cvetoče čišnje medrosi, vrto visoko ten sam cvet. Glej, nebes je kristalno čist, kot jagnjeta oblački beli, tam rahla sapa zgane list. Še naslednji kot bi peli. Še potok je v ježu boriti,
vsej lepoti, prešinil se je dih brstenja. Ko grem po stari znani poti, je duša polna hrepenenja. Hvala lepa, dragi gledalci in gledalke, da ste bili danes z nami. Upam, da ste uživali v tem prečudovitem petju in ostanite še naprej ob televiziji Exodus. Z Bogom.